No, tole je zdaj probno snemanje ene nove pogruntavščine, ki jo bom Uršo imenovala Fotoblog. In sicer, minuli vikend smo šli malo pogledat na Kvarner, koliko je tam še poletja. In končali smo na jugu otoka Krk v Baški, ki je sicer zdaj zelo prazna, ampak eno najbolj znanih turističnih mest na otoku Krku, pa tudi na severnem Jadranu. Na sliki, ki je nastala v nedeljo, vidimo, da je bil jasen dan, ampak iz Velebita pihala burja, kar je v praksi pomenilo, da je poletja še videti nekaj, občutiti ga pa ni več kaj dosti. Tako. No, tja smo šli z Opelom Grandland 1.2 turbo, trivaljni turbomotor 130 konjički. In kot vedno, kadar smo na Krku, imamo točno znano lokacijo, kje snemamo zunanje fotografije pa movinge. In to je kamnolom v uvali Voz na začetku Krka. Tole je cesta, ki gre potem nazaj iz uvale Voz proti glavni cesti čez Krk. Ograje so tam zato, da po cestah ne bi Hodile ovce? med drugim pa ovčniki, ali kako se že temu reče, ovni, bidri, Bidri. ja, ki imajo zelo radi avtomobile, pa se ni zaletavajo. In ker imamo mi radi bidre, smo hoteli kakega O tem bomo pol, to sploh ni smešno. To je zelo smešno. Cesta čez Krka, ne, je zelo lepo zrihtana, tole je sicer, mislim, da cesta že iz Punata proti Baški. In če bi bila večina slovenskih cest tako zrihtanih, bi imeli še vsi cele fedre na avtih, pa Končnike. ja, pa zobe v ustih, a ne. To, kako so tu na Krku urejene ceste, dobro, saj logično, denar dobijo od nas turistov, ampak se splača. No, na poti v Baško, potem, ko prideš v tisto dolinico med obema gorskima masivoma, visokima 500 metrov, je takoj na začetku ena gostilnica, kjer stoji en stop znak na poti z enega kamnoloma. Mogoče je bil to čisto navaden stop znak, če nima ene posebne lastnosti, ki jo bo razkrila zdaj naslednja fotografija. Gre za en največjih stop znakov, kar je, če ne celo največjega, kar ste jih kdaj videli. Res, da vsakič, ko imamo kako zgodbo, se jo pri tem stop znaku slikamo, ne. In tule si ti, ki si visoka, koliko že? 155 cm. No, si živ dokaz, da je ta prometni znak velik vsaj 1 meter po širini. Zakaj mora imeti tako velik prometni znak, ne vem, ampak je pa kul. Zato, da ga vidijo iz kamionov. Tja, Daleč. pa z vesolja. Pa z vesolja. Se pravi, dve stvari si vidite z vesolja, kitajski zid, pa ta stop znak. Okej, no in tam, ko prideš čez most na Krk, vemo, da je se nekoč imenoval, ja, tukaj zadaj se nekdo skriva, ne, tole bomo povedali, kaj počneš, ker v bistvu ne počneš nič, ampak se samo skrivaš. Ne lulam, preden bi kdo pomislil. Nisi lulala, ne laži. Nisem lulala. Ne laži. Se pravi, Tole da je nisem most čez Krk, zgrajen je bil leta 1980. Najprej, ko je nastal, se je imenoval Titov most, čeprav Tito umrl, koliko je umrl, čakaj, izračunam, 2 meseca in pol prej. In je bil zatem, ta lok je bil takrat najdaljši na svetu. Zdaj je ta most star že 42 let in je precej dotrajan. Predvsem ta beton ni toliko problem, da piha burja v njega, kot to, da je sol, ki jo veter nosi, pa se dviga iz morja, pošteno najedla že armaturo in Hrvati razmišljajo, da bojo zgradili novega, malo bolj južno od tu. To je drugače uvala Voz. Tole je bilo parkirano pa že na štartu takoj na avtocesti pred reko. To je slavno počivališče, ki se mu reče Vrata Jadrana. Tu se je nekoč začela Jadranska magistrala, zdaj je dobro, zdaj je avtocesta za južno Dalmacijo je od zadaj čez krajino, tako da je to so bolj vrata Kvarnerja. Zadaj vidimo otok Krk, pa otok Cres. No in potem od reke naprej pa se do otoka Krk vodi avtocesta. In to je avtocesta gre okrog Bakra, celiva Bakar.
In to je na dvakrat 180 stopinjski ovinek, kjer je omejitev sicer 70 km/h in to je tako zelo oster zavoj, netipičen za avtoceste, ampak izgleda, bratje Hrvati niso imeli boljše rešitve, kot da se skupaj naredijo v takem loku. No in potem na drugi strani tega zaliva pridemo skozi ene skale in pridemo direktno nad Kraljevico, pridemo na uvoz, na most na Krk. Most na Krk je bil zgrajen, je bilo rečeno, da bo cestnina trajala samo toliko časa, se bo pobirala, dokler se investicija ne povrne. In ta investicija se je zaključila oziroma se je pokrila z cestninami leta 1990. Samo so Hrvati pol se odločili in so še naprej veselo pobirali cestnino vse do leta 2020, se pravi pred 2020, pred 2 letoma, ko so zaradi covida ni bilo pravzaprav nobenega prometa, drugače po sezoni na dan čez ta most, mislim, da 28,000 avtov vozil pelje v eno in drugo smer na dan. In koliko je bila cestnina, dokler je bila? Mislim, da je bila cestnina doka nekje 32-35 kun, če se ne motim, to je 4 evre pa nekaj malega česno. Zdaj pa 2 leti v bistvu že zastonj. Cestnina je bila za obe smeri, taka, na most si jo na Krk si jo plačeval, nazaj nisi rabo. Drugač, najin cilj je bil na koncu bila Baška. To je zračni posnetek, ki so si ga sposodila iz Wikipedije. Tule nekaj gori očitno na tej fotografiji, to je nekdo slikal z drona. In zelo lepo pokaže staro Baško, pa novo turistično naselje, nekaj hotelov, to je na Villa Blok, tu je hotel Korintija, to je pa ta slavna plaža, s tem, da se tu pač glavno vidi stara Baška, tu na vrhu pa so Mesečeve gore, ki je priljubljena destinacija za kolesarje pa pohodnike. Pot v to dolino Baške pa se začne tu na vrhu v tej dolini. To je posnetek z mosta na Krk, zdaj se vidi Reška rafinerija, pa mesto Reka, tu je Snežnik, levo pa se malo Učke vidi, tu se začenja že Istra. To je prihod na Krk skozi ta usek, to smo že na strani na otoku Krku. To je ena fotografija iz sobote, ko smo šli delati posnetke Staro Baško in se sicer vidi, vreme je bilo, precej je neka fronta šla česa in je bilo oblačno, ampak mes so se trgali oblaki in je sonce sijalo s takimi lepimi barvami, da je bilo narejenih par čudovitih posnetkov. No, to je ovinek takoj za Staro Baško proti Punatu. Najprej, ko smo šli v Staro Baško, smo prečkali 45. vzporednik, to je malo kak kilometer nazaj. To je za laike, ki geografija tepe, pomeni, da je to pol poti od ekvatorja do severnega pola, to so te namišljene črte, da nekdo misli, da je tam res neka črta. In je bila to tabla, ker je to pravzaprav zelo redka stvar na taki cesti in znamenitost, ampak zdaj ta tabla je manjkala, medtem ko pomladi je še bila, lahko da je obnavljala, lahko da si je kdo vzel domov. Skratka, teh geografskih meridianov pa teh stvari so kar znamenitosti. En tak primer, recimo 15. poldnevnik, ki teče tudi skozi Slovenijo, čez Dravograd, Kotle, Trebnje, predvsem Trebnje, so zelo ponosni na to dejstvo, da ležijo na 15. poldnevniku, to je tudi merilo za evropski čas, in imajo tam spomenik po znaku, ki to točno je. No, to je spust proti Stari Baški, čudovita cesta, na dnu eno čudovit zaliv z kopališčem. Tu na levi je otok Prvič, ali pa reče, mislim, da ima reče Prvič ali Prvič je. To zadaj je pa Rab, to je glavni del Raba z visoko steno severno, to pa je v bistvu Lopar, ki je nek tak privesek. Ali je to slučajno nebo, kar po moje sveti, to ni Prvič, to je sveti Grgur, to je Lopar, Prvič je za hribom, se ne vidi. Dobro, zdaj smo se malo zamutili, gremo dalje. V petek na plaži, ki se je pripravljala menjava fronte, je bilo v visokem ozračju bilo zelo veliko vlage in se pač te kondenzacijske sledi v letal so včasih ostajale, ponekod se je pa naredila mavrica. To ni mavrica, ki jo poznamo klasično iz
tal z ene strani, tal na drugo stran, ampak je to mavrica sredi neba. Podobno je tudi tu nad hribom, nad Baško. Tale je bila luknja v tej meglici, kjer se ustvari efekt prizme, ki ga je sonce pošiljalo in je izgledalo, kot da je mavrica na nebu. Midva sva to opazila, medtem ko tili ukrajinski turisti, Dimitrij s pivom pa tole, čeprav smo kazali gor, niso pretirano reagirali. To je petkov pogled na plaži. Veliko ljudi je bilo v vodi še takrat. Zunaj je bilo v petek še ob 3 še 27 stopinj, kar je za sredo oktobra že veliko, ampak potem okrog 4 je sonce začelo počasi zahajati in se je hladilo. V glavnem Voda pa tudi ni bila že, je bila že hladna. Ne, voda je že davno oddelala svoje za to poletje in vprašanje, če je imela 20 stopinj, ne več. In vem, da ko sem skočil v zraku, sem letel že tudi nazaj, Pa prav veš, kako so se počutili fantje in dekleta na Titaniku. Zakaj so umrli v vodi na Titaniku? Ker so se zadušili. Tako je, niso zmrznili, ampak so se zadušili. Ker jim v tistem mrazu so jim odpovedale dihalne mišice. To je še ena panorama iz plaže na Baški. Tu je otok Prvič, tako se to zdaj prav. Odzadaj je Velebit, to je Senj. Tu odzadaj tu gre cesta gor na ono stran in prideš, tu za temi hribi teče avtocesta proti Zadru in Splitu. To je pogled na apartmajsko naselje. Večinoma je vse prazno in pogašeno, le redki še oddajajo apartmaje. Ostalo je pa pripravljeno za naslednjo sezono. V glavnem to niso stalno naseljene hiše, ampak so vila bloki, kjer so apartmaji. Še en utrinek s ceste v Staro Baško. Zanimivo je, kako lahko z avtomobila s fotografijo, z malo filtra narediš kontrast in prikažeš dejansko nizko oblačnost, ki je bila nad Kvarnerjem tisti dan v soboto, pa kako je na vrhu, pa je še vedno jasno nebo, v višinah. To je bilo v petek na prihodu na otoku Krk, to je na začetku Krka, ena taka ploščad, kjer se potem vsi slikajo, zato ker se odzadaj dejansko vidi celotna reka Opatija je tukaj, Gor zadaj so Matulji in tu za tem griči se potem gre avtocesta proti Sloveniji. Tole je sobotna fotografija nad Staro Baško. Stara Baška je tako posrečeno naselje stisnjeno not pod skale in do nje vodi precej ozka cesta, ker se ti skoraj pobrala en prometni znak. Več prometnih znakov, pa stebričke, pa pešce. Tako, vse 3 pešce smo povoli. Ampak skoraj. In na koncu te ceste, ki sem šla raziskovati, je tu ena slepa ulica, asfaltirana dobesedno navzgor v kanjon med skalami. Kaj točno imajo tule, mi ni bilo čisto jasno, piše pač, da ne smeš prati avto. Verjetno razen, če prineseš v vedrih po flašah zraven vodo, nimaš niti kje prati, ne smeš kakih olj zlivati, pa to. Celo na prometnem znaku piše, da ne smeš kakati in lulati tam. Lahko da je vodovarstveno območje, kar verjetno je, je pa to, kot da bi bil nekaj na divjem zahodu, Še sam kaktus je manjkal, recimo. Tudi na navigaciji ni bilo nobenih area not map, je pisalo. Here live dragons. To je v obratni smeri, spodaj se vidi obala pod Staro Baško, ampak ta kanjonček, mislim, da vemo, čemu so tile prostori v cesti namenjeni, ampak prepuščamo vaši domišljiji. To je še en posnetek na cesti Stare Baške z čudovitimi barvami v soboto proti večeru. Še z drugega zornega kota, odzadaj se vidi otok Cres in tukaj Lošinj. Pa seveda barve, ki z oblaki igra narave, nizki oblaki, pa visoki oblaki in luknje za sonce. Relativno zelo nenavadno je to, ko spremljaš te kraje, kamen, apnenc, neke nizke trave, oranžna zemlja, kakor je pač je, Zadaj pa še enkrat Cres pa Lošinj. Ta prostor izkoristiš za zanimive fotografije in so res posrečene.
No, na Punatu, zraven Krka, mesteca Krk na Krku, zanimivo, ne? Ima rezidenco tudi naš kolega Dottore v uredništvu. In smo potem izvedeli, da smo se zgrešili za točno 1 uro, ker je on kot Barba Dottore šel ladjo dajati iz vode za letošnjo sezono in jo bo zasidral na kopnem do pomladi. S tem, da se on pač v te kraje navadno pripelje kar s svojim motorjem in to tudi pelje, tako da škoda, da se nismo slišali, ampak Dottoreta poznate potem, da napiše kak test pri nas oziroma vam odreže mandle na kliniki. Še ena barvna fotografija z sončnim zahodom v soboto, res včasih samo strmiš in gledaš, kaj lahko dela narava. To je iz istega zornega kota in to je v bistvu vzpon iz Krka na vzpon proti najvišjemu vrhu na Krku, kjer cesta potem pride na drugo stran v Baško, zadaj pa je Učka, ne, najvišji vrh Istre. To je v petek v Uvali voz, ker običajno dejansko slikamo te naše avtomobile testne, v tem primeru je bil to Opel Grandland 1.2. Zadaj vidimo nekdanji Titov most, zdaj most na Krk, to je toček Svetega Marka, pri katerega sta sidrana oba loka. In tu je en stric parkiral ladjo za čez zimo, na njej piše, če bi pač malo povečali, bi pisalo kapitan, čakaj, da povečamo, vidi se. Piše kapetan Kuka ali kapitan Kljuka, specialno ime. Gremo dalje, to je pa nedeljski sončni vzhod v Baški. In sicer je bil nekoliko kasneje, saj so tu nad tem robom Velebita je vsaj 50, če ne 100 metrov višinske razlike dodalo še oblaki, ki jih je burja tiščala v tale Kvarnerski zaliv. No, rezultat je bil potem opoldne, so bili kar precejšnji valovi, ki so pač posledica burje z Velebita. In tudi tale kamnita plaža v Baški, ki je dolga 2 kilometra, se vsakič na novo preoblikuje s temi valovi. To še z drugega zornega kota zadaj otok Prvič in to je ta zaključek desnih hribov, tu na vrhu je Bag, razgledna točka, v kateri se v lepem vremenu vidi vse do Zadra. Kamor do zdaj še nismo uspeli splezati. Ne, nismo splezali pa samo 1,5 km relativno ravne potke, ampak vedno znova se nam to izmika. Še nekaj obalne idile, tukaj vidimo enega strica pogumnega, ki je šel plavati v to mrzlo vodo. Pač nekaj časa smo čakali na obali, da če bo začel mahati v pomoč ali v kakšnem drugem jeziku, da pač posnamemo, kako se utaplja, ker v to vodo verjetno ga ne bi normalen človek ne bo rešil reševati, ne. Pa dajmo dodati, da je bil malo starejši gospod. Starejši gospod, samo rekli, to je njegov podvig še toliko domačini bi rekli, svakemu čast. Ja. Tako. No, to je potem še z parkirišče fotografirano, tu vidimo avtohtoni baški defibrilator. Vidimo tudi, da so ti senčniki so že pobrani, ker je sezone konec. To je v bistvu južni del plaže, tik pod hribom. To je petkov spust proti Uvali voz. To je kamnolom, kjer smo prevideli posnetek gibanja avtomobila, mislim vožnje, tukaj smo slikali avto, tu je most, tu zadaj pa gre cesta naprej proti Crikvenici in Rabu. Posebnost te ceste, po kateri nazaj sem peljala, je bila še v tem, da je eden od naju se po njej en od naju po njej ne upa hoditi peš, drugi pa ne upa voziti po njej, navzdol zagotovo ne. Ja, točno, priznam strah pred višino, ti pa strah pred vožnjo pri višini. V glavnem tu na tem mestu, čeprav to zadaj, kar gledamo, ne, to je pripravljeno za daljnovod električni, ne. Verjetno tudi, verjetno celo naftovod bo šel tukaj iz Krka. In tu nekje bo prišel tudi novi most
računa nekje do 2030, da bo zgrajen, in sicer bo avtocestni most po 2 pasova vsako smer plus železniški most, ki bo peljal do novega terminala v Omišlju, ki ga tudi gradijo že. Tole je pa bližnji posnetek Stare Baške. Tu se dejansko vidi, kakšna strmina je, da pravzaprav ni prave ceste, tu z nekih apartmajskih teh blokov. Zadaj je moj priljubljeni prvič otok, zadaj je Velebit in tu nekje se vidi celo cesta proti Rabu in zadaj. Še ena od klasičnih fotografij, ki jih navadno delamo na tem mestu, je na pomolu v Stari Baški. Tu smo slikali že kar nekaj avtov, tokrat je malo motil, na sliki se ne vidi en nemški turist s svojim avtodomom. Še z drugega kota, zadaj se vidi cesta Staro Baško, ki smo prej slikali z druge strani ta zaliv. To je spet tale kanjon, kjer smo se poskušali iti malo divjega zahoda, s tem, da pač tu neke globinske predstave ni, ker to se po moje vije še vse 500 metrov nazaj v hrib. No, to je bil petkovo fotografiranje avta po mostu. Tu se vidi most skoraj v celoti. No, tule med Staro Baško v soboto pa smo naleteli na ta Lokalno znamenitost. Ja, lokalno znamenitost Forma Vivo oziroma Forma Rjo. To je ostanek ruske železnine, dosti priljubljen avto tudi pri nas. Glede na zadnje luči je novejše generacije, nekje konec 80 plus. Pa verjetno bo tu zavedno ostal, dokler ne bo kak inšpektor rekel, da mora to pospraviti. Še malo neurja v nedeljo. V vodi plava neke boje, pa verjetno kakje ribje slabo, sem se ne vidi na sliki. No, to je ta stric, pogumni, ki je že ko je stal na tleh, je, ko prišel novi val, ga je vrglo pol metra od dna, da je v bistvu ga je prineslo počasi po eno tako bojo na kopno. Voda vprašanje, če je imela 20 stopinj ta dan, tako da vsa čas še enkrat. No, tu se vidi, kako je, predno smo šli proti domu, parkiran avto. Vidi se, da so vsi apartmaji zadaj, tudi ti lokali, vse je prazno, Zgodba je končana za letos, na te skale bomo pa šli laziti drugo leto. To je pa posnetek izpred 100 let, ker namreč Baška je bila do nekje do 1905 zelo zaspano ribiško mesto. In potem je to mesto, oziroma rečemo, da je bila ribiška vasica, odkril Emil Geislih, en češki tiskar, ki se je zaljubil v ta prostor, in je tu začel turizem. Nekje 1912 so dobili prvo kopališče, tu je zgradil hotel, Emil Geislih, in potem so sem drle trume turistov, to je bilo eno najbolj znanih letovišč na Jadranu v času Avstro-Ogrske. Emil Geislih ima danes cel kup spomenikov pa spominskih tabel po Baški. Baška mu v bistvu dolguje vse, kar so ustvarili glede turizma. Ta zgradba, ki je bila, verjetno to je bila neka zgradba gostilne, vprašanje, kaj je to bilo, ker v bistvu tudi potem nastal še malo večji hotel, ki ga danes več ni. Ta zgradba stoji še danes tu zraven lokala, midva pa so preslikala valove nekje na tej točki. Da je dejansko bilo na stotine ljudi kot zaradi klime iz cele Avstro-Ogrske, pa se tudi jasno vidi na sliki. Še ena zanimivost, Emil Geislih je potem, ko je po prvi svetovni vojni je Krk padel pod italijansko oblast, in so Italijani veselo razrušili vse, kar je ustvaril. Vseeno so potem, ne toliko razrušili, kakor so izropali hotele in vse, kar je bilo tukaj turističnega, potem pa so to domačini obnovili in postavili nazaj na noge, medtem ko je Emil Geislih umrl leta 1922 za pljučnico, nenadoma, star je bil 52 let in je tudi pokopan tu na hribu na kopališču pri cerkvi svetega Ivana. To je pa spomenik, ki stoji na začetku plaže, na eni spetini, na razgledni točki. Še ena zanimivost, v Baški je rojen tudi slovenski pisatelj Josip Ribičič,
poznan po Miškolinu, pa Nana mala opica, pa bil je ustanovitelj Mladinske knjige, pa prvi urednik Cicibana. Pa Kurirčka si je izmislil, tudi smo imeli v osnovni šoli še naša generacija. No, to je stari Baški, pač ko življenje zamre, ljudje se še vedno vozijo malo s čolnički, verjetno gre kako ribo loviti. Če natančno pogledam, zdaj vidim, da dolg čas mu ni, ker igrajo igrice na telefonu. Tole pa posnetek nadelali tudi iz Baške. Z te plaže, ki smo že nekaj slik pokazali, in šele filter s kontrasti je razkril nekaj v ozadju, kar prej smo nismo opazili s prostim očesom. In to je cel šop vetrnic, to je vetrna elektrarna na Velebitu. Zelo močna, to so največje vetrnice, ampak ena stvar, ki je zmotila, je ponoči. Ponoči to prav nemarno utripa z rdečimi lučmi in v en tak idilični turistični Baški ti rdeče lučke tam na hribu močne, ki se vidijo vse 50 km daleč, niso najbolj estetsko pogruntavščina. Zakaj tam rdeče lučke sredi hriba, to ne, da sredi noči tam na tej višini letijo letala, ne. No, to moram komentirati. Večja od avta, most vzadje pač umetniška fotografija. Tole je še en posnetek, to je vrt, zadaj je uvala Bunce Luka, še eno kopališče, kjer se ljudje v Baški kopajo, predvsem tisti, ki nimajo denarja za kopalke. Ja, ne, ki vem, da bi bila že tam. Najbolj zanimiva stvar, ki greš po staro Baško, po drugi strani hriba, je pa to, da so tam fantje in dekleta na pobočje naredili te kamnite grafite, ne, pač zložili so kamne in cel kup napisov imamo. Tam nekdo sprašuje nekoga, če bi se poročil z njim, tu imamo različna imena, ok, če si tu se podpišeš, tule, kaj je to, verjetno neki Yin in Yang. In potem je še na drugem mestu isto, ne, Gino ima rad Meliso, vidimo pa v italijanščini napisano, dobro, od mene se smilijo tisti, ki nosijo te kamne gor in dol po bregu, da nekaj napišejo, ampak tale na levi strani je pa najbolj umetniška, ne. Če bi se tebi dalo nositi kamne, bi verjetno zdaj bila 2 taka. Mislim, da sem stal brez besed. Črte v Naski v Južni Ameriki so 0 v primerjavi s tem. Ok, to je še en del, to je takrat, ko smo bili na poti proti Stari Baški, tukaj spoda ta znamenita plaža. No, to je od blizu tole. Ahvaz, to mislim, da je R+A, aha. Pa ni Gigi, dobro, vreda, pustno. V glavnem, kaj najbolj zanimivo v teh apartmajskih naseljih, imajo vsi satelitsko televizijo, navadne IP televizije nima, ker seveda košta veliko več, kot pa če imaš brezplačni satelit. Potem imaš celo morje nemških, pa avstrijskih, pa italijanskih, pa poljskih, pa vseh mogočih kanalov. In v soboto zvečer smo obsedeli pred televizijo, ker je to TVS, je neka poljska televizija, kjer poslušajo oddajo narodno-zabavne glasbe narejeno na južni Štajerski, na avstrijski strani. Vsi spoti so posneti na istem mestu, Gamnica verjetno Kamnica, takoj za Šentiljem na avstrijski strani. In najbolj zabavno je, ker oddajo vodi Dagmar Ober-Osterer, pevka iz avstrijske Koroške, in jo potem Poljak sinhronizira, kot da bi gledal dokumentarni film. Ampak za neke Poljake to poslušati, dobro, ok, pustim, ne bom. Ampak je zanimivo, smo pogledali celo oddajo, ker je bilo bizarno, prav je zdravo bizarno. No, to je ta ruski artefakt še z druge zornega kota, verjetno bila to nekoč zelo mogočna mašina. Ni nastradala v nevihti oziroma oluji, ampak je nastradala od jadranske soli. To je ena tabla, ki meri višino, koliko visok se lahko avto pelje po tej cesti, ne vem zakaj, ker ni bilo nikjer nobenega nadvoza po to. Glede na to, da je malo zakrivljena, pomeni, da je nekdo že uspešno višji peljal skozi to, ne. No, naše delo seveda, ker pač smo šli tudi ne samo na izlet, smo ostali zelo zgodaj in pokrivali dirko v Suzuki, še preden je šlo sonce, ne. To je še enkrat, tu se vidi zdaj kapitan Kljuka in njegova ladja.
to verjetno vozi poleti turiste. Zdaj je tu parkirana, zadaj se vidi reka. Tu še enkrat ta most, ta srednji del gre čez otok Svetega Marka. Na tem mestu, ki smo to fotografirali, je zunanja temperatura, avto je stal sicer na soncu pokazala kar 31 stopinj, v resnici je bilo potem 27, ne. Ampak 9. oktobra imeti 31 stopinj, medtem ko na celini zmrzujemo, ker ne kurijo, ker smo pač padli v ogrevalno krizo, je kar nekaj vredno.